Dobar dan in lep pozdrav v državnem zboru. Bom izkoristil vašo pozornost, zato da bom ponovno pozval ministra Tonina, predsednika Nove Slovenije, podpredsednika slovenske vlade, o statusu drugega ministra, govorimo gospoda Vizjaka. Namreč posnetki so se izkazali za resnične, avtentične. Minister Tonin je javnosti določene zaveze podal, mi ga pa pozivamo ponovno, da se do tega opredeli jasno in glasno. Ali Nova Slovenija še vedno podpira ministra Vizjaka, to je prvo vprašanje. Drugo, vkolikor ne bodo dosegli njegovo menjavo, ali bodo izstopili iz vlade in omogočili predčasne volitve. To vprašanje je zelo pomembno tudi zaradi odnosa znotraj koalicije in seveda nadaljnjih političnih dogodkov v povezavi z volitvami. Magister Tonin je podal določene zaveze, čakamo tako v politični sferi kot širši javnosti, da se jasno opredeli do tega vprašanja, kot tudi, da se opredeli do statusa svojega ministra, govorimo ministru za infrastrukturo, gospodu Jerneja Vrtovca, kajti prvič, ali si stranka SDS mimo resornega ministra dovoli kadrovanje na način, kot ga še nismo videli v teh prostorih, na partijski način, na političen način, v poslanski pisarni SDS, v času največje energetske krize, s katero se soočamo tako v Evropi in v Sloveniji, namesto da bi vlada reševala energetsko krizo, lomasti po energetskem sektorju na najbolj brutalen način, kljub temu, da so bile zaveze, predvsem Nove Slovenije, v času pred volitvami popolnoma drugačne, da bo politika izstopila iz kadrovanja v gospodarstvu, se dogaja ravno nasprotno. Telekom, Luka Koper, Petrol, SDH, torej govorimo o institucijah, ki so evidentno postale žrtev političnega kadrovanja, kot ga še ne pomnimo. Zato na tem mestu je povsem vprašanje, ali prvi vrsti minister Vrtovec za te dogovore ni vedel, ali se pa preprosto spreneveda in ne želi prevzeti odgovornosti za takšno ravnanje njegovih vladnih kolegov. Če je kakšno vprašanje, sem vam na razpolago. Ja, morda še na aktualno temo, kako je zdaj z glasovanjem za ustavnega sodnika, ste prevzeli glasovnico, niste prevzeli? Zaenkrat seja še poteka. Iskreno povedano in mislim, da kolegice in kolegi bi vam vsi odgovorili enako, je izid nejasen. Ne vemo zagotovo, ali bo ustavni sodnik danes izglasovan ali ne. Moram pa reči, da se še ne bi opredelil na način, kako se bo opozicija ali pa moja stranka Socialni demokrati ravnala ob dvigu ali pa prevzemu glasovnic. Možno je več scenarijev. Še en komentar na poziv profesorci Skeli Savič po odstopu in njeni obrazložitvi, da za vsem skupaj stoji politika. Bom si dovolil biti nekoliko bolj oseben ob tem vprašanju. Moja stranka je na to vrstno vprašanje, mislim, da že odgovarjala. Jaz sem velikokrat začuden, kako lahko mnenje enega posameznika generiramo do te mere, da potem obstane to prevladujoče mnenje ene politične opcije ali pa politične stranke. Gospa Skela Savič je strokovnjakinja iz svojega področja, članica SD, tako kot 10 tisoč mnogo drugih. Seveda prihaja iz resorja, ki je v tem trenutku najbolj na udaru. Lahko se nenehno postavljamo vprašanje, tudi mi zasebno, kaj postavljamo v danih okoliščinah v zadnjem letu in pol pred demokracijo in pred zaščito pred covidom. Tako da moram reči, da sem presenečen. Gospa je članica, ne zavzema pomembnejše funkcije v naši stranki, na drugi strani na dnevni bazi iz strani ministrov, iz strani nosilcev pomembnih političnih funkcij preberemo, slišimo marsikaj, pa zelo težko smo deležni tako neposrednih kritik, kot ko se izreče članica druge politične opcije. Ampak razumem, smo pred volitvami, razumem, da stranka SD v tem trenutku je alternativa stranki SDS in razumem tudi nervozo z te strani. Do tega pa ima lahko vsak svoje mnenje. Tudi, ko obiskujemo cerkev,
V prejšnjo nedeljo so se pojavili posnetki iz prepolnih cerkva, pa se nihče iz desnega političnega pola, če smem tako reči, ni kritično opredeljeval tako kot zapisa članice stranke SD. Ampak kakšno pa je stališče stranke do protestov? Absolutno vselej zagovarjamo, da svoboda izražanja in zbiranja mora biti zagotovljena po ustavi. Ti petkovi protesti so pa velikokrat, bom rekel, se tudi implementirali na način, da so izpolnjevali, bom rekel, osnovne pogoje, ki niso bili drugačni od tistih, kot že rečeno, v cerkvah ali pa od političnih zborovanj, katerih smo bili deležni fotografij s zborovanj stranke SDS ali pa Nove Slovenije, se v ničemer ne razlikujejo, razen v tem mogoče, da so protivladni, ne pa provladni. A pa se jih boste udeležili, k njim pozvali? Jaz osebno se nisem udeležil na nobenega od protestov. Moja vloga je, da protestiram na svoj demokratičen način v parlamentu oziroma v državnem zboru. Še kakšno vprašanje mogoče? Vkolikor ne, vam želim lep dan še naprej. Srečno naslednjo.